Da kar začnemo, ne dvomim, da bo predstavitev zelo zanimiva, ne bi krati časa. Jaz sem Tomaž Grušavnik, sem nov predsednik Slovenskega filozofskega društva. Torej, tukaj je prvi večer Slovenskega filozofskega društva, nek cikl dogodkov, ki smo si ga zamislili skupaj z Trubarjevo hišo literature. In tukaj bi takoj izrazil hvaležnost Roku Dežmanu, ki nas je nemudoma podprl pri tej zamisli in nam tudi omogočil izvedbo današnjega dogodka. Zelo pa sem tudi vesel, da je naš prvi gost, profesor Marko Uršič, profesor, ki ga vse mlajši študentje filozofije smo spoznali v prvem letniku pri predmetu logika. Je pa se zelo hitro izkazalo, da gre za pravega erudita, za človeka, ki je več kot profesionalni filozof, za nekoga, ki je domač tako na področju umetnosti, kot tudi klasičnih jezikov, kot na celem diapazonu, pravzaprav ne samo evropske, celo tudi indijske in drugih kultur in intelektualnih dediščin, tako da smo ga z odprtimi usti poslušali pri predmetu filozofija narave, ki smo ga potem imeli v 4. letniku našega študija. Vemo, da je profesor Uršič zadal nek monumentalen projekt, in sicer tetralogijo, pa še več kot 4 knjige so pravzaprav 4 letnih časov, tako je, in v sklopu tega in so tudi v sklopu svojih drugih ukvarjanj je pred nedavnim izdal knjigo pri založbi Cambridge Scholars Shadows of Being. In tudi, ko sem slišal za to knjigo, sem rekel, da res moramo profesora Uršiča prositi, če se nam pridruži na našem dogodku in tukaj z nami, res bi se vam zahvalil, da ste si vzeli čas in prišli. In seveda ne bi pa bil predal, bi dal kar besedo našim junakom danes, še Tadeju, ki je tudi hvaležno sprejel povabilo, da bi on vodil prvi dogodek. Tako da hvala vsem, ki ste prišli in upam, da bomo se še videli v prihodnosti na naših dogodkih. Hvala, Tomaž. Kot je že povedal Tomaž, današnji pogovor potekal v letu 2018 izdani knjigi Shadows of Being. Čisto za začetek, kakšen je pravzaprav odnos med to knjigo in knjigo Osenca, ki pravzaprav obravnava to tematiko, ki jo obravnavate v Shadows of Being. Jaz bi se najprej vsem lepo zahvalil, da ste prišli. Me veseli, da ste v tako velikem številu se udeležili tega dogodka, tega pogovora o moji novi knjigi. Zahvalil bi se Tomažu kot predsedniku filozofskega društva. Mislim, da je to zelo dobra zamisel, da se knjige, ki jih pišemo filozofi, tudi v širši javnosti nekoliko promovirajo v tem lepem prostoru. Seveda tudi hvala Roku, ki nas gosti v Trubarjevi hiši literature. Torej, veselje in čast mi je, da lahko danes govorim o tem. Najprej torej par besed na to prvo Tadejevo vprašanje, ki jaz sem si zamislil, govorila sva tudi o tem, da pravzaprav to ne bi bil prav, da ne bo prav klasični intervju, ampak da bo neke vrste pogovor najm. Tadej Urbanija, ki ni bil še predstavljen, je magister filozofije, je doktorski študent, ne pri meni, pri kolegu, drugemu kolegu Dejanu, in pač ima neko kilometrino filozofsko za seboj in sem tudi seveda tebi hvaležen, da si prevzel to nalogo. Torej, ti dve knjigi sta neposredno povezani. Moja knjiga, zadnja knjiga 4 časov, to je tetralogija, kot večina zdaj ve, je to tetralogija, ki sem jo pisal med leti 2000 približno in 2015, ko je šla zima zadnja knjiga z naslovom Osenca pri Cankarjevi založbi. Zdaj, ta angleška knjiga je pravzaprav neke vrste priredba te slovenske, s tem, da je po obsegu približno polovica slovenske knjige, to je tisto, recimo, ožje teoretsko jedro te knjige, se pravi ta filozofija senc, če lahko tako rečem,
je v njej. Podnaslov angleške knjige je 4 filozofski eseji. Od tega so 3 eseji, ki so neposreden prevod iz slovenske knjige. Zdaj, če povem v slovenščini naslove, je to O sencah idej, O sencah teles in O sencah svetov. To so poglavja, daljša poglavja v tej slovenski knjigi Zima. Potem je pa še 4. esej o sencah realnosti in ta je pa napisan v glavnem, torej večinoma na novo, čeprav je deloma tudi že prisotna tematika v knjigi Zima. Založba me pred 2 letoma me urednik pač povabil k sodelovanju. To gre tako, da pač predložiš nek proposal, kot se to reče, to je en dolg formular, kjer navedeš, kaj pravzaprav naj bi bila ta knjiga in potem je knjiga išla pred nedavnim. Obsega pa, kot rečeno, okrog 16 avtorskih pol, se pravi polovica slovenske knjige. No, to, da ne bom predolg okrog tega, in še to bi rekel, da v angleški knjigi, za razliko od slovenske, je nekaj fotografij, pravzaprav 30 slik, v glavnem so fotografije, precej od tega je tudi mojih fotografij. Izhodišče premišljanja teh 4 esejev je pravzaprav definicija sence pri Leonardo da Vincija. Kateri so tisti bistveni elementi te definicije, ki pravzaprav predstavljajo izhodišče vašega razmisleka? Ja, začnem z Leonardom da Vincijem, ki je od nekdaj en tak moj visoki ideal, da tako rečem, polihistorija. O njem sem že večkrat tudi pisal in predaval. Leonardo da Vinci ima v svojih zapiskih, ki so v slovenščini prevedeni pod naslovom Traktat o slikarstvu, to so pravzaprav fragmenti, ki so zbrani, več kot 1000 fragmentov, ki so zbrani v tej knjigi, ki je šla pri Studia Humanitatis. No, precejšen del te knjige je posvečen optiki svetlobe, senc in teme. In tukaj nastopa več opredelitev sence. Pravzaprav niti ne gre za to, da bi bila neka zelo eksaktna definicija sence, tako analitično eksaktna, ampak precej poudarkov daje senci Leonardo, in sicer ne samo v slikarskem pomenu, ampak tudi v nekem širšem ali pa globljem, recimo filozofskem, da tako rečem, pomenu. Sploh so ti Leonardovi zapiski, jih je treba po mojem mnenju brati na 2 ravneh. En je tisto, da je to pač neposredno navodilo vajencu ali pa tudi samemu sebi, kako naj slika. Drugi pa ta, rečemo, metafizični nivo, kjer govori o pač kako videti, znati videti, saper vedere. No in med temi zapiski o senci sem tukaj izbral za začetek svoje angleške knjige Shadows of Being, izbral eno definicijo, ki daje v prvi plan dve opredelitvi sence. Prva je to, da je senca ošibitev svetlobe. Se pravi, da je ošibitev nečesa močnejšega. In druga je pa ta, da je senca površinski pojav, se pravi površina in ošibitev. In iz tega potem jaz tukaj pač se s tem ne odkrivam, kakšne Amerike, podobne zamisli in podobne knjige so bile seveda že napisane, ampak nekako uvodoma jaz tukaj opredelim senco v širšem pomenu, ne samo v optičnem pomenu, kot repliko neke močneje bivajoče forme. Recimo kot neko površinsko repliko nečesa, kar biva močneje. Zdaj, tukaj ne gre samo za optične sence, te temne sence, ampak upotegnem v to definicijo tudi recimo svetle sence. Zdaj, kaj so svetle sence, bomo rekli, da to sploh kaj je. Mogoče si to lahko tako predstavljamo, da je pač, če rečemo, da je neka luč zasenčena. Se pravi, to je običajni izraz, zasenčena luč, se pravi, je senca tiste močnejše luči. No, in ta filozofski pomen sence potem jaz nadgradim in nadaljujem pač najprej skozi eno panoramo, skozi zgodovinsko panoramo, potem drugi del knjige pa posvečen predvsem kajmo bova prišel poznej, virtualni realnosti kot nekakšnem senčnem svetu, sprav internetu in tako naprej, senčnem svetu našega realnega sveta.
Tako da senca kot ošibitev nečesa, kar biva močneje, in tukaj se to navezuje potem tudi na neko, jaz to imenujem potem transcendenčno napetost, ne? To ste videli v samem tekstu, se pravi, transcendenca, kot filozofi vemo in kot jo pač opredelimo, je presežnost, v glavnem se govori o transcendenci, ki pač kot neke vrste filozofske monstranstvo, recimo to, kar ni neposredno dano, ali pa to, kar ni čutno dano, ne, v platonskem pomenu. Ampak seveda, sam pojem transcendence ni nujno, da pomeni nekaj, kar je onstran v smislu, ne, v 9 nebesih, ne, ampak neki direkten pomen tega pojma je, oziroma prevedek slovenski bi bil najboljši presežnost, preseganje, ne, se pravi, gre za to, da recimo, če dam en konkreten primer, če imamo vrč pa senco vrča, ne? Vrč po svoji resničnosti, po svojem ontološkem bivanju, po moči svojega bivanja nedvomno presega senco, ki jo meče, ne? Se pravi, sence same ne bi bilo brez vrča. In tukaj med senco in vrčem recimo obstaja neka, kar jaz imenujem v tem kontekstu, ne, te razširitve tega koncepta sence, neka transcendenčna napetost. Ne, se pravi, oziroma na senco, ne, jo vrč presega v njegovi realnosti. Ne, in to se potem da aplicirati na različna področja. Ne. Ker senca potem vendarle kaže ravno na vrč. Ja. Tukaj postavljate tudi neko zelo zanimivo analogijo, ki je prisotna tudi v Platonovi prispodobi Votlini, na katero se pravzaprav sklicujete skozi celotno knjigo. To je analogija med dvostranskimi in pa transcendenčnim. Ja. Lahko mogoče bolj natančno. Ja, no, v svojem, recimo, zdaj že nekaj desetletnem filozofskem razvoju, pa na svoji poti, ne, ki pač je ena izmed mnogih poti, tudi mislim, da je kaj zelo posebnega ta pot, ampak pač je to moja pot, ne. Sem pač v zadnjih, recimo, 20 letih lahko rečem, da je mi je nekje najbližja neka sodobna varianta, če tako lahko rečem, platonizma ali pa novo platonizma. Ne. Zdaj, to je po svoje nekoliko čudna pozicija z današnjega stališča, danes je zelo malo platonikov ali pa novo platonikov, več je kritikov platonizma. Ne. In znotraj tega, znotraj samega platonizma je ključna prispodoba, ki jo verjetno večina izmed nas pozna, ta znamenita prispodoba v Votlini. Se pravi, sama prispodoba, mogoče samo v 3 stavkih, a je vseeno povemo, ne, je to, ne, da so pač neki jetniki v Votlini, ki vidijo pred seboj samo sence in mislijo, da so sence edini svet, ki obstaja, ne, da pač ne vidijo predmetov ne, in ognja v tej Votlini, ki pač omogoča sploh te sence. Ne, ampak pa eden od njih se prebudi, ne, prebujeni, ne, recimo Buda tudi pomeni prebujeni, ne, v neki drugi kulturi. No, tukaj je to recimo Sokrat kot nek pač paradigmatski modrec se ozre, ne, in vidi, da pravzaprav sence niso edina in prava realnost, v tem prava v smislu, da obstaja močnejša resničnost. Ne. Zdaj, tu je tudi ena distinkcija, ki jo tukaj v angleščini je to seveda nemogoče, ampak v slovenščini imam eno distinkcijo med realnostjo in resničnostjo. Namreč, ni nujno, da vse, kar je realno, da je že hkrati tudi resnično. Realno je marsikaj, ne. Realno je, sence so gotovo realne v nekem smislu. Internet, ne, če zdaj pač spet malo preskočam, se bomo vrnili poznaj, je tudi neka naša realnost, ne, ampak to ne pomeni, da je virtualna resničnost, ne, v pravem pomenu resničnost, ne. No, kakorkoli že. Skratka, če vzamemo prispodobo v Votlini, je to neko razmerje, ne, ta modrec potem se napoti ven iz Votline in pride v zunanji svet, ki ga obliva sonce, sončava, ne, jaz govorim sončna svetloba, in ugotovi, da pravzaprav to ni edini svet, ki je pod zemljo, ne. Ampak da je nek svet, ki biva močneje, ki je resničnejši od tistega sveta. Ne. In zdaj tukaj gre ravno za to transcendenčno tenzijo, ne, se pravi za to neko napetost med sencami in stvarmi, ki se per analogijam, po analogiji prenese na napetost pri Platonu, ne, samem na napetost med stvarmi, čutnimi stvarmi, kot je vrč in idejami,
Ne? Recimo ideja vrča biva močneje po platonizmu kot sam predmet vrč. Zdaj, to razmerje v sami knjigi ne ostajam pač znotraj tega. Ne? To so sence idej, to je pravzaprav prvo poglavje. Ne? Ta sintagma sence idej pomeni, da platonizmu, da so čutne stvari so v nekem smislu sence idej. Analogno, kot so optične sence čutnih stvari. Se pravi, da gre za neko tako razmerje. Ne? So razmerje. Ja. Da ne bom predaval preveč. Ta odnosni karakter sence, ki ga izpostavljate, je tudi zelo zanimiv v kontekstu njene epistemološke vrednosti. Torej, senca, ki vodi do nekega spoznanja. Ne? Tukaj se recimo predvsem soočate z Galilejem. Lahko malo bolj natančneje. Druga, zdaj sta že skoraj pri tretjem eseju, drugi esej ima, če mogoče še par besed o tem. V drugem eseju, ki govori predvsem o krščanstvu deloma, pa tudi seveda o Leonardu spet, senca v slikarstvu, recimo, bom prišel do teme, do vprašanja, ki ste ga postavili, ampak recimo na slikah, renesančnih slikah, noter je tudi reprodukcija črno-bele, reprodukcije so... mogoče tole bi malo zaokrožili, če hoče kdo pogledati, to se ne da kupiti direktno prek založbe oziroma prek interneta zaenkrat, ne vem, če so v konzorciju, ampak tako, da se malo pogledate, da malo vidite. Zdaj, recimo zanimiva je ena freska, ki je tukaj tudi noter navedena, od Luke Signorelija v katedrali v Orvietu, to je osrednja Italija, poslednja sodba, oziroma ustajenje mrtvih teles iz zemlje. Ne? In ta telesa, ki torej tukaj so tako okostnjaki, kot so pač že recimo po krščanskem nauku, recimo, da imajo že nova telesa, drugačna, nebeška in tako naprej, mečejo sence, na sliki sami. Se pravi, te sence so neko zagotovilo, da je to resnični prizor, da ne gre samo zgolj za neko fantazijo, ampak da je to resničen prizor. Zdaj, poznej, v tem tretjem eseju jaz govorim o poznejšem obdobju, predvsem zdaj, če greva na Galileja, ki ste ga omenil. Galileo Galilei je v pozni renesansi, oziroma renesansa je bila že malo mimo takrat, v začetku 17. stoletja, je prvi opazoval nebesna telesa, nebo z enim dosti preprostim za današnje razmere teleskopom. Približno 30krat je povečal, ampak to mu je omogočalo, da je prepoznal gore in doline na Luni, po sencah. Tukaj se jaz delno navezujem na eno imenitno knjigo italijanskega avtorja, ki pa piše v glavnem francoščini, Cassatia, ki ima bolj poudarek v svoji knjigi, je tudi naslov Shadows, ali če kako je. On tudi ni isti naslov, zdaj takih se naslove v bibliografiji. No in ta epistemološki vidik, kako je pravzaprav znanost, ki se je začela, novoveška znanost z Galilejem, kako je bilo pomembno prepoznati senco telesa, v tem primeru sence gora na Luni, ker to se nam danes zdi teh kraterjev in teh dolin, ko je pač sonce obsije, se najprej vidi senco. Pred tem, namreč pred odkritjem teleskopa, o tem niso vedeli nič. Se pravi, ker s prostim očesom mi vidimo te velika, tako imenovana morja na Luni, ki niso morja, ampak so pač gladke, iz gladkih kamnin, velike puščave, recimo temu, ne vidimo pa posameznih gora. No, Galileju je to omogočalo, da je spoznal, da je Luna podobno nebesno telo kot Zemlja. To je bilo tisto ključno. Se pravi, da neko drugo nebesno telo, prej je bila Luna v predstavah ljudi kot neko eterično
telo, nekateri so spekulirali, da je pač iz neke prosojne snovi, ne, ki zdaj iz aristotelske kozmologije je to naj bi bilo, da je pač že to tista meja z eterično snovjo, ne, ker se začne supralunarni svet in podobno. Ne. No, Galilej je videl prek senc, ne, da so to hribi in da so to doline. In s tem se je vzpostavila neka simetrija med Zemljo in Luno. Ne. V tem tudi v enem razdelku, oziroma v enem poglavju pišem, to medsebojno odsevanje dveh svetov. To je bilo zelo pomembno, ne, ker če je Luna pač iz take snovi kot Zemlja, ne, potem ni samo Luna, ampak gremo naprej, potem je verjetno tudi Jupiter, pa Venera in tako. Spravi, s tem se je začela neka ta sodobna astronomija. Ne. In če se Luna vrti okrog nekega telesa in če je Zemlja podobna Lune, potem se tudi Zemlja lahko vrti okrog drugega telesa in to je seveda Galilea pripeljalo v nek konflikt z inkvizicijo. Z inkvizicijo. Seveda je to bil en močen argument za heliocentrizem, ne. Posredno sicer, ampak to je bila ena od odločilnih obtožb. Predvsem v drugem procesu je bilo težko Galileju. To je bilo 1632, ne, to je bil drugi že njegov inkvizicijski proces. V prvem 20 let prej so ga tako opomenili in tako. Potem v tem drugem se je pa komaj rešil Germane, ne, s tem, da je tista znamenita zgodba, pač, da naj bi se odrekel nauko, ampak to je zapisano, da se je, ampak naj bi rekel pri izhodu Epur Simove, namreč Zemlja se le vrti okrog in vendar se vrti okrog Sonca. Ne. Prav, sence so imele tle neko pomembno epistemološko, znanstveno epistemološko, se pravi spoznavno vlogo. Ne. In tukaj je zanimiv neka navezava, nek preskok, ki spet recimo nekaj stoletij vmes, ne. En od sodobnih avtorjev, se spomnite tega pasusa, oxfordski fizik, David Deutsch. David Deutsch je eden od pomembnih še živečih, mislim, da je mlajši od mene, oxfordski fizik, ki tudi nastopa dosti na YouTube in tako naprej, ga lahko brez težav najdete. In on je en od najbolj gorečih zastopnikov teorije multiverzuma, kar pomeni, da obstaja, poleg našega vesolja, da obstaja mnogo vzporednih vesolj, ki niso drugje v nekem smislu. Ne? To izhaja iz kvantne teorije, to so spekulacije v zvezi z interpretacijo, kaj se zgodi s tako imenovano valovno funkcijo, Schrödingerjevo valovno funkcijo, pod tako imenovanim kolapsom in tako naprej, ne bi šli zdaj v te fizikalne podrobnosti, ampak tu je neka teorija multiverzuma. In ta Deutsch, David Deutsch, on pravi, ravno sence delcev, recimo elektronov, fotonov in podobno iz drugih svetov so tako rekoč odgovorne oziroma so razlog, vzrok za nenavadno obnašanje recimo delcev v našem svetu. Tu so te znameniti eksperimenti z režami, ki so različne variante teh eksperimentov z režami, ko se pač neke delce spušča skozi dve reži in delce obnaša oboje kot delci in kot val, kar je čudno, kako gre lahko delc skozi dve reži hkrati in podobno. No in zdaj ta Deutsch uvaja to razlago, da v bistvu poleg delca, ki ga vidimo, recimo fotona, elektrona, ki je viden, ki je v našem svetu, obstaja nek shadow foton, se pravi, ali pa shadow elektron, se pravi, nek delc, ki ga ne vidimo, ampak ki usmerja pot tega vidnega delca. Zdaj, treba je reči, da ta razlaga, namreč Deutsch se pol primerja tudi z Galilejem, kar je verjetno malo pretenciozno, vsaj po mojem, meni se tako zdi, ampak ta razlaga je treba reči, da ni ravno standardna, to ni zdaj, ampak je ena od možnih interpretacij zelo čudnega obnašanja kvantnega sveta. Prej, ko ste omenjali Leonardo da Vincija, ste omenjali tudi površinsko sence. Zdi se, da je rdeča nit knjige pravzaprav problem, ko se sence reducira samo še na površinskost. Ko zgubi to transcendenčno napetost z bivajočim, ki jo meče. In v tem kontekstu odpirate vprašanje virtualne resničnosti danes. Kakšen je tu predvsem vloga Jeana
Baudrillarda, ki ga tudi uvajate, ravno to izguba realnosti, izguba tega odnosa. Ja, to je zdaj tako prehajalo, to pravzaprav srednjo tematiko knjige, ne? Ker pravzaprav je tisto, kar je se verjetno založniku zdelo zanimivo pri tej knjigi, je ravno ta povezava med to zgodovinsko, recimo, da tako rečem, fenomenologijo senc, ne? Od recimo, da jaz začnem tam z Egipčani na začetku, pa z Grki, ne? Potem prek Danteja, ne, ki ga nismo omenjali, to je seveda pomembna postaja Dante, ne, s svojim senčnim svetom, ne, pa še razni drugi so vmes, ne, ampak zdaj te glavne te postaje, potem kot sva rekla, Galilej, ne, pa še prej Leonardo in tako naprej, ne, in potem v tem drugem delu knjige, se pravi četrti esej, ki je najdaljši, Shadows of Reality, ne, se pravi sence realnosti, pa to se pa nanaša čisto striktno na sodobno tematiko, ne, se pravi na recimo temu neke vrste izgubo realnosti, ne, ali pa nevarnost izgube realnosti. Jaz nikjer ne mislim, da smo že izgubili realnost, ne, ampak tukaj se navezujem na francoskega teoretika Jeana Baudrillarda, ne. No, preden povem še par besed, preden povem kaj o Baudrillardu še, mogoče še to, ne. V tem osrednjem delu knjige na koncu tretjega eseja so tri poglavja iz umetnosti, likovne umetnosti, treh velikih seveda ustvarjalcev iz 20. stoletja, Marcela Duchampa in francoskega, ne, slikarja in umetnika, De Chirica, Giorgio De Chirico, ki je izrazito pač sence uporabil kot del svoje metafizične mizanscene, če tako rečem, in potem Andyja Warhola. Andy Warhol je zanimiv toliko, ne, ker Andy Warhol, ki vsi poznamo te njegove serije in to, on je v bistvu prisegel tako rekoč na površino, na površinskost, ne. Tudi govorijo v tem smislu, ne, nič ni od zadaj, ne. Se pravi, vse, kar je površina. Ne, tu sem in vse, kar je vidite tu. Ne. Zdaj, in on ima tudi eno tako serijo, zanimivo prav Sence, ki je imel, ne vem, letnice točne, ampak tam nekje v 80-ih, ne, se zdi letih v Momi. No, tudi on, ne, potem nariše svoj avtoportret Senco, ne, in se vidi ta transcendenčna napetost Sence se tako rekoč vidi na njegovi lastni sliki, ki naj bi bila izrazito samo površina, ne. O površini pravzaprav ne moramo govoriti, ker kaj pa je površina brez neke globine ali pa višine ali pa nečesa, česar je to površina, ne. Se pravi, tudi v matematiki imamo pač ta pojem površine, surface, ne, zmeri površine so lahko dvodimenzionalne, trodimenzionalne, ampak zmeri je to, da so vgrajene v nek širši, recimo, večdimenzionalni prostor, ne. No, Jean Baudrillard, ne, znameniti teoretik, sociolog, antropolog, že tudi umrli, ki je imel svoj vrh, recimo, popularnosti in ustvarjanja nekje v 90-ih letih, zdaj že minulega stoletja. Nekaj imamo prevedenega njega, njegovih knjig, ne, ja, Popoln zločin, pa v isti knjigi je tudi Simulacija in simulakri, ne. In Popoln zločin, to je šlo pri študentski založbi v zbirki Koda pred leti. No, zdaj ta Popoln zločin, ne, Le crime parfait, ne, kaj je ta popoln zločin za Baudrillarda? Popoln zločin bi bil popoln izbris razlike, ne, temu, kar jaz govorim, recimo transcendenčna napetost, razlike med realnostjo in virtualnostjo, oziroma med tistim, kar je. In on to imenuje hiperrealnost. Ne? Se pravi, hiperrealnost je neka realnost, ki bi presegla to nasprotje med videzom in recimo resničnostjo, ne? Med virtualnostjo in realnostjo. Ne? Ker zdaj, če imamo nek virtualni svet, če gremo recimo v tridimenzionalni kino, tamle v Kolosej, ne, potem jasno, da vemo, da je to virtualno, ne, da to ni, ampak recimo Baudrillard tukaj razmišlja o razvoju
našega celotnega pojmovanja resničnosti, ne, se pravi, gre v ozadju za ontološko vprašanje. Ontologija, kot vemo, ne, je neka v bistvu temeljna filozofska disciplina, kaj biva, ne, kaj je tisto, kar resnično biva. Ne. No in tukaj prav, ne, da to je bila ta knjiga Popoln zločin, je v originalu v francoščini je šla leta 1995, se pravi, to je bilo 6 let pred padcem, oziroma pred sesutjem dvojčkov, ne, v New Yorku, ne, o katerim, in jaz tudi o tem pišem v nadaljevanju, o tem je Baudrillard tudi pisal takrat, ne, tudi zelo sporno, pravzaprav, marsičem, ne. No, ampak s tem je pravzaprav se v teoretsko misel, novejšo teoretsko misel vnesla nek pomemben element, ne. Ne to, da bi zdaj rekli, ja, zdaj se je zabrisala meja med realnostjo in virtualnostjo, ampak že sama ta možnost, da razvoj vodi v to smer, ne, je tukaj po svoje fascinantna. Zdaj, če mogoče eno tako anekdoto, jaz se spomnim pač tistega 11. septembra leta 2001, ne, ko smo gledali pač te posnetke na televiziji, ne, nisi vedel, ali je to zdaj nek horror movie, ne, ali je to sprav. V bistvu je bilo to celo obrnjeno v tem smislu. Imel si dogajanje, ne, ki se realno, fizično, ne, je ta tragedija se zgodila, in imel si pravzaprav za nek horror movie, ne. Zdaj, ampak Baudrillard piše zdaj v obratni smeri. Ja, kaj pa če recimo pridemo do neke točke, da bo virtualnost, ne, ki je z kibertehnologijo, z tehnologijo računalništva napreduje, ne, sprav trodimenzionalna realnost, ki ima trodimenzionalne projekcije. Potem je tudi tako imenovan internet stvari, ne. Potem potem so recimo te začeli se z rokavicami, s katerimi ki lahko posnemajo čutenje, ne, in podobno, ne. Se pravi, jasno, da zdaj v nekem smislu najlažje je posnemati te tako imenovane glavna teoretska čuta, kakor Hegelov izraz je to, teoretska čuta sta vid in sluh, ne. Medtem ko neteoretski čuti ne bi postali trije, ne. Zdaj, zelo težko je, recimo, dobro, posnemati, lahko von, ne, se lahko neko substanco pač spusti ampak to ni virtualno potem, ne. Medtem ko virtualizacija zvoka, ne, recimo orkestra se dogaja z stereo napravami že nekaj časa, ne. Zdaj, vidnosti, ne, se dogaja seveda s temi napravami, ki od 3D kina in vseh teh stvari, simulatorjev, ne, recimo, to so zelo koristne stvari, ne, tudi simulatorji letenja, kje se bojo pa naučili piloti drugje kot na simulatorju, ali pa zdravniki, recimo, ne, operirati in te stvari, ne. Ampak to postavlja neko globoko, bi rekli, ali pa globoko, ta beseda globoko danes ni prav, ne vem kako, ne, ampak recimo neko zelo pereče filozofsko vprašanje, kaj se pravzaprav dogaja z resničnostjo, ne? Na kakšen način a se tu dejansko zelo to spreminja ali ne? Ne? Zdaj, to se seveda pol navezuje v tem, tu je kupenih raznih tem, ne, v tem drugem delu moje knjige, tudi v zvezi, tudi na zadnje ta obsesija, ne, k sreči ne prav vseh, ne, članov mladih generacij z internetom, pa s pametnimi telefoni in tako naprej, sprav, pa s tablicami in tako, ne. Ampak dejstvo je pa, da ne bo nesporazuma. Jaz rad moram uporabljati te naprave in jih z veseljem uporabljam. Ne vseh, ampak pač tiste, ki jih potrebujem. Ampak po drugi strani, ne, ko vidiš recimo v neki kavarni, da se 4 mladi ljudje srečajo in da vsi pravzaprav ne komunicirajo med seboj, ne, ampak da gledajo vsi 4 v svoje pametne telefončke, ne, in tam vlečejo s prsti po ekranih, ne, je pravzaprav to nekoliko nenavadno, ne. Mislim, ena izkušnja, ki si rečeš, ja, kam pa vodi ta svet, če bo to tako šlo naprej, ne. Jaz nisem med tistimi, da nekoj povem med recimo tehnofobi, ne. Ja. Mislim, daleč od tega, tudi pa seveda ni tu neka opcija ludizem, novi ludizem, luditi, veste, so bili pač, ne, ali pa Amiši danes v Ameriki, ja, ki pač popolnoma
zavrnejo recimo vsako tehnologijo. Tehnologija je seveda moderna tehnika, je naša realnost, ampak včasih se pa verjetno ne zavedamo velikanske skrite nevarnosti, ki je v tem. Ne? To pa je. Ja. To nevarnost še posebej izpostavite, ko obravnavate sodobne futuriste. Predvsem tukaj je predvsem zanimiv koncept singularnosti. To se pravzaprav dejansko zabriše ta meja med... Ko bi se, recimo... Ko bi se, v primeru, da bi od singularnosti prišlo, zabriše ta meja med realnim in virtualnim. Lahko kaj poveste v tej smeri? Ja, en del te knjige posvečam tudi razmisleku o, lahko bi rekel, zelo vplivnih futurologih. Med njimi je najbolj znan verjetno Ray Kurzweil, ameriški, bi lahko rekel, neke vrste računalniški genij, ki ima ogromno raznih še živeči in ogromno raznih patentov in tako naprej, ima koliko doktoratov po raznih univerzah ameriških. Je sodeloval z MIT-em, s kom še vse, z Googlom in vse. In tudi nastopa, recimo, se to je znana figura, znana oseba in tudi na YouTube ga lahko večkrat vidite. Zdaj, ta Ray Kurzweil je napisal eno knjigo, ki ni prevedena, ampak je lahko dostopna na internetu z naslovom Singularity is on, the singularity, z veliko, is near. Sprav, singularnost je blizu. Zdaj, ta pojem singularnosti, on in ti drugi, ki o tem pišejo, se seveda ni edini, je bil že pred njim Vernor Vinge, pa so za njim tudi drugi. No, ampak najbolj znan je on. On prav, prišlo bo do neke singularnosti v naslednjem, pač sorazmerno kratkem obdobju, ne, v tem stoletju, recimo. Ta singularnost, kaj naj bi bila? Ne? Sam izraz singularnost je povzet iz matematike oziroma iz fizike. Ne? Neka funkcija ima singularnost v tisti točki, kjer ni definirana. Ne? Recimo ena lomeno z x ima singularnost v točki nič, kjer je pač bezglavna neskončnost graf. Ne? Potem v fiziki je singularnost pač sredica črne luknje, ne? In podobno. No, za to fizikalen pač pojem singularnosti je značilno dvoje, ne? Da je singularnost zastrta, ne, zaenkrat še zastrta, ne, in da popolnoma spremeni zadeve, kot se odstre. Recimo, to so ti znameniti primeri, ki jih navaja, ne, ali pa recimo miselni eksperimenti, ki jih navaja tudi Stephen Hawking, ki jih je navajal v znani knjigi Kratka zgodovina časa, kako nek pogumni vesoljec, ne, se odloči, da bo z matične ladje, ki v varni orbiti krožijo okrog črne luknje, se bo spustil v črno luknjo in kaj se bo temu človeku dogaja. No, najprej je pač dokler še ne pride, to vemo tudi iz teh znanstveno-fantastičnih filmov, ne, ki jih je predvsem na to temo, preden ne pride do horizonta dogodkov, ne, do te meje, ne, odkoder ni povratka, ne, pravzaprav nič ne ve, kaj je noter. Ne, ampak seveda noter bi potem bi srečal svoj konc, ne, tale Stephen Hawking je to nekako tako hudomušno rekel, bi ga kmalu gravitacija raztegnila v špaget, ne, in podobno. No, ampak zdaj, kakšno zvezo ima to z našo temo, pa s tem Rayem Kurzweilom, pa z futuristi? Zdaj, ta pojem singularnosti se tukaj ne razume kot fizikalna singularnost, kot neka črna luknja ali nekaj takega, ampak v nekem prenesenem pomenu. To je nek dogodek, ki je specifičen, ki je singularen. Zdaj, to tudi ni nekaj zelo novega, ne? To je zelo star dogodek. Ne? Kaj je singularnost, recimo v judovsko-krščanski Bibliji, ne, singularnosti jih je več. Ne. Prva je gotov stvarjenje sveta, ne, potem je prihod Božjega Sina Kristusa, je neka singularnost. Ne, po tem pravovernem mišljenju se to zgodi samo enkrat in nikoli več. Ne, in potem seveda tista glavna, ne, ki je najbolj primerljiva zdaj za to, kibersingularnostjo ali pa recimo, ne, o kateri govori Kurzweil, je pa sodni dan, apokalipsa. Ne. No, zdaj ta singularnost, ki naj bi nastopila, zdaj ta Kurzweil je v bistvu, on je po svoje malo nor, ne, ampak to na način pač genialno nor ali kakorkoli, ne, to je težko reči, da je kako je s tem, ne, ampak v glavnem ga imajo, malo čudenje, ne. In on recimo pravi, da bo leta, on naredi zelo precizno kronologijo, ne? In pravi, da bo leta
2045, ne, zdaj marsikoga med nami verjetno takrat ne bo več na tem svetu, ampak on pravi, da bo točno takrat nastopila tista singularnost. Ne. In kaj ne bi to bilo? To bi bila točka, ko bi prišel tako imenovanega transhumanizma. Se pravi, ko bi se končalo obdobje Homo sapiensa in ko bi najbolj razvito bitje, ne, pač na tem planetu Zemlja postal nek recimo superračunalnik, neka superinteligenca. Ne. Zdaj, s temi distopijami ali pa negativnimi utopijami je tako, ne, to pravzaprav vemo iz našega izkustva z preteklimi. Ne. Recimo, če vzamete znamenito knjigo Orwella, 1984, ki je bila napisana 1948. Ne? Orwell je takrat napisal in je tudi bila ena distanca, tako recimo, koliko je bilo to malo manj 40 let, do tistega dogodka. Leto je že zdavni minilo, še kar mirno leto je bilo takrat. Punkerji so bili, mislim, da so bili v razcvetu in tako naprej, skratka. Ni bilo tako, niti ni bilo tako, kad leto recimo 68 ali pa kad, ne vem, leto 90 ali pa 80. Dokaj mirno leto je bilo, ampak gledajte, to spravi, tist strah, ne, ali pa tista futuristična dimenzija, ki jo je Orwell začrtil, se ni uresničila v tej obliki, kot je bila napisana. Saj nikjer nimamo, niso teh nekih ministrstv resnice, ki so visoka kot, ne vem, neke piramide velikanske, pa telekranov v tej obliki, pa to. Ampak, ne, v nekem drugačnem pomenu se to vendarle uresničuje. V nekem bolj perfidnem pomenu se uresničuje ta orwellijanska utopija. In zdaj podobno je pravzaprav s tem Rayem Kurzweilom. Čeprav on pravi, ja, leta 30, recimo, to je že sorazmerno kmalu, čez 11 let, naj bi računalniki po inteligenci, po splošni inteligenci, ne po neki posebni, ampak naj bi prehiteli človeka. Ne? Tu gre za ta general artificial intelligence. Tu ne gre za, recimo, jasno, da šahovski program je prehitel velemojstra in pa, ampak drugače tehnično rečeno, da bi računalnik Turingov test, ne, ki je tak funkcionalni test, kdaj bi računalnik dohitel ali prehitel človeško inteligenco, naj bi računalnik opravil okrog leta 30. No, okrog 45, pa bi pa ta razvoj šel zelo, zelo rapidno naprej. Ne? In to, da je to neka eksponentna funkcija, to spet ni neka fantazija. No, vse zadnje smo pričali temu, da se razvoj dogaja z eksponentno naglico. Ne? Zdaj, ne da bi zdaj strašili ali kakorkoli, ampak, ne, tle imate potem ljudi, zelo pametne ljudi, kot je recimo spet filozof iz Oxforda Nick Bostrom, ne, kot je recimo fizik iz MIT-a Max Tegmark, zelo znani in ugledni ljudje in tako naprej, ki ustanavljajo inštitute na to temo, ne, recimo, ki na temo vprašanja, kaj pravzaprav narediti. No, tudi pokojni Stephen Hawking je rekel, da najpomembnejše vprašanje je vprašanje, kako bomo se vzpostavili v odnosu do umetne inteligence. Kakšen? Tukaj imate danes cele time, ne, ki se ukvarjajo kot so varnostni inženirji umetne inteligence. Ne. Recimo, en od teh je Jan Polski, ne, ki je pač en Američan ruskega porekla in tako naprej. No, hočem reči, ne, zdaj se upravičujem, če sem bil predolg, potem sem se moral malo ozadja povedati tega. Ne. Zdaj, ta singularnost, ne, se pravi tehnološka singularnost, ne, naj ne bi bila pač neka, recimo, religiozna singularnost v tem klasičnem pomenu, kot je recimo posledna sodba ali kaj takega. Nasprotno, optimisti pravijo, ja, to bo začetek neke nove dobe. Ne. Ampak pač skeptiki, ne, pa pravijo, ja, nove dobe že sam vprašanje, če bo Homo sapiens sploh lahko preživel. Ne. Čeprav ta ideja transhumanizma, ja, ta prebuditev superinteligence,
stavi na nek izomorfizem med človeškim umom in pa algoritmi. Ne? Ta primerjava je zelo vprašljiva, če lahko človeški um preprosto prevedemo v algoritme. To je. Dozadnje tudi ideja, da bi preprosto nekega dne lahko naložili svojo zavest na neko drugo materijo, ne? In bi tako živeli večno. Ja, to je res, ne. Zdaj v tej obliki, da bi celotno svojo, recimo svoj mind, ne, kot je to vešenje, ta izraz mind je pravzaprav, ne, ker prvotno bi bil to duh, ne, ampak je bolj duševnost, ne, pač recimo, da bi celotno svojo duševnost naložilo v nek oblak, ne. Recimo, ampak vse to se deloma tudi že dogaja, ne. Se pravi, tudi že nalagamo svoje, svoje spomine, svoje misli, svoje pričakovanja, ne, v nek virtualni prostor, ne. Zdaj, to, kar si vprašal, to oziroma to, kar si načel to temo, ne, tega izomorfizma, ne, med človeško zavestjo in računalnikom, ne, to je ena taka zelo, zelo široka tema, ki zdaj seveda ne bomo mogli kaj dosti in tudi v tej knjigi jaz ne grem toliko v to, ker je to je predvsem tema tako imenovanega odnosa mind-body problem, ne, ki je en odnos med telesom, predvsem možgani in duševnostjo in mentalnimi in možganskimi in nevrološkimi procesi. In to je področje, ki ga obravnava ena velika interdisciplinarna skupina znanosti od recimo nevrologije, kognitivne filozofije in tako naprej, informatike. Ne? Zdaj, na začetku razvoja umetne inteligence, jaz se spomnim tam v 70-ih, poznih 70-ih letih, ko smo začeli to se čuditi tem čudesom novim in to spremljati, je bila zelo prisotna ravno ta ideja, ta izomorfizem. A je možno, izomorfizem pomeni neko obojstransko preslikavo. Imate dve množici ali pa dve strukturi, ne, če eno lahko preslikate popolnoma drugo, ne, sta izomorfni. Ne. Zdaj, a je možno našo duševnost, vse naše mentalne procese direktno preslikati v nevrološke procese in obratno, ne, ali pa recimo, ne v nevrološke, se upravičujem, v programe, ne, v programe umetne inteligence in obratno. Če bi bilo to možno, ne, bi celotno svojo zavest, spomine, želje, vse pač lahko v tisto oblaček, ne, presliku in to je ta fantazija, da s tem bi lahko živel večno, čeprav bi telo tle umrlo v tem svetu. Ne. No, zdaj, ta direktni izomorfizem, to po moji presoji je to zdaj nekoliko v zatonu, ta misel. Se pravi, da bi na tak način delali umetnega človeka kot nekega, recimo, umetno inteligenco v smislu nekega Frankensteina, ne, recimo, ki bi bil, no, ampak ne bi bil pogrozen, ne, sem, kot je bil tam, ne, kar ne še. Dobro, ampak, ne, to je malo zatonil, bolj gre za nekaj drugega, ne, ali je možno, danes gre za vprašanje, ali je možno vse naše, recimo, mentalne, perceptivne funkcije in tako naprej v nekem drugem mediju pač emulacijo narediti, se pravi, ne direktno preslikavo, ampak to, da bi pač, da je neka umetna inteligenca, da bi nastala, ki bi bila lahko zelo drugačna od človeške. Saj tle je tudi v bistvu ta strah, ne, kaj pa, če bi ta umetna inteligenca, če bo, ne, recimo ta superinteligenca, kot se zdaj imenuje, ne, o tem se tudi piše knjige, Superintelligence je bestseller od tega znanega oxfordskega filozofa Nika Bostroma. Kaj pa, če bo totalno tuja, ne? Se pravi, tuja, ne v smislu, da bi bila hudobna, ne? Mislim, to je že tako, ne? Tudi, če bi bila tuja, bi bilo dosti hudo. Če bi se odločala sama, ali pa odločalo, ali pa kakoli, ne? Tukaj se gotovo spomnimo znanstveno-fantastičnih filmov, tako kot je recimo Odiseja 2001, ne, ki je bila narejena tudi mnogo pred tem letom 2001, se pravi leta 68 je, ne, bila prvič projekcija tega našega kultnega filma, tam je pač tist računalni HAL kompjuter, ne, ki pač je tako rekoč identičen s tisto vesoljsko ladjo, s katerim se potem glavni junak David bori, ne, se tle noter je tudi ena slika iz poznega prizora tega filma v tej knjižici. No, tam je bil pravzaprav tudi tisti računalnik, ne moramo reči, da je on iz hudobije ubil tiste ljudi tam, ne, ampak enostavno je presodil, ne, da HAL kompjuter je presodil, da je to
da so ljudje neka motnja v izpolnitvi njihove naloge, te misije. Zdaj, o tem govoriti, ne, v eni diskusiji lani sem o podobnih stvareh govoril na eni konferenčici v Splitu in potem en od prisotnih je rekel, pa vse to meni pravzaprav sploh ni problem. Ne. To, kar vi pravite, to so neki strahovi, ki pravzaprav... Ne. Do neke mere se lahko sicer strinjam z njim, ampak samo do neke mere. Res, da ne smemo v tem videti zdaj neko realno pot naprej, ampak vsekakor pa neko svarilo gotovo, ki vodi k razmisleku. Ne. Se pravi, kot rečeno prej, te distopije se niso uresničile tako, kot so bile zamišljene, ampak so vse drugače. In tukaj recimo zelo pametni ljudje se s tem ukvarjajo. In tukaj gre za to, koliko se bo lahko, ker to, da računalnikov ne bi bilo več. To je podobno kot nuditi so stroje, razbijamo, pa bo problem brezposelnosti rešen. Tako se zgodovina ne vrti. Računalniki so, tako kot je penicilin tukaj, tako kot je vse ogromno dobrih stvari. In zdaj gre za to, na kakšen način vzpostaviti sploh to neko, recimo, temu vsaj znosno sožitje, če ne celo zelo dobro sožitje med računalnikom in človekom. Zdaj, nevarnost, mogoče pa jaz vidim tako realno gledano, največjo nevarnost ne v samih računalnikih, ampak v povezavi zlih človeških namer za računalniki. Zdaj, to je to, kar je recimo dejansko zdaj največja nevarnost, prav ta strašna orožja, ki lahko z računalniki nastanejo. Se pravi, uporaba tehnologije v politične uporaba in v politične namene. Se pravi, ta povezava z totalitarnimi sistemi, to je zdaj tisto, kar je najhujše. Ampak hkrati pa to ne pomeni, da računalniki sami v prihodnosti se ne bi mogli odločati. A veste, ker tukaj do ene distinkcije prihaja zadnje čase. Včasih je bilo tako, recimo v tej zgodnem obdobju razmisleku o umetni inteligenci, bilo tako, da nekako pri umetni inteligenci ne bi volja bila direktno povezana s samozavedanjem. Kar pri človeku je, ker če nekaj hočeš, potem se nekako zavedaš tistega, kar hočeš. Zdaj, ni nujno, da je to res, ker spet volja ni, zdaj odvisno to definiraš voljo, ampak zdaj se predvsem diskutira o tem, ali je lahko umetna inteligenca nek samostojen agens. Zdaj, to ne pomeni, da se on zaveda, da se odloči za nekaj. Ampak ali je lahko samostojen agens, analogno bi lahko rekli, kot so dinozauri lahko bili včasih samostojni. Recimo, da bi dinozaure obudili za neko genetsko tehnologijo in da bi tle bil pač nek realen Jura Park. Zdaj seveda bi se mogli soočiti s tem, oni so neki samostojni agensi, čeprav se ne zavedajo tega, da delajo zlo ali kakorkoli. In zakaj je ta problem postal zdaj zadnje čase in tu so tudi knjige, ki se o tem pišejo, to je ravno v zadnjih 3 letih, se pravi v tem času, ki je minil od moje slovenske do angleške knjige, zato sem to v angleško potem tudi pač vključil. Ker, glejte, recimo, ena taka točka razmisleka je tale AlphaZero pa AlphaGo, to so programi za šah, ki so premagali tako največje velemojstre v šahu, tam je bil pač Kasparov takrat, in v Go, Li Sedol, je bil premagan in tako. Zdaj, kaj se dogaja? Nevronske mreže, ki so osnova teh računalnikov, omogočajo učenje. In se pravi, računalnik lahko spreminja svoj lasten program. Se pravi, v bistvu z učenjem spreminja samega sebe. Zdaj, tukaj se postavlja vprašanje, do katere točke to lahko gre. A gre lahko do tega, da spremeni svoj tisti bazični program, ali ne? Ker tam bi se postavil vprašanje. Tako, ker nam bi lahko torej programirali te računalnike, da bi delovali našo korist, ampak samo čist, seveda potem zadeva popolnoma spremenila to, preraste te osnovne. Veste, tudi recimo pravijo, da se računalniki, da se zmenijo na svetovnih borzah zadnjih nekaj sekund pred zaprtjem borz, da se med sabo zmenijo o glavnih transakcijah. To je nekaj popolnoma grozljivega. Jasno, da imajo neke programe, ki so, neka navodila, neke programe, ki jim dajo ljudje,
ampak da smo odvisni od tega, da se pač neki super računalniki v svetovnih borzah zmenijo med seboj v tistih par sekundah pred polnočjo, ko se zapre borza formalno. Ne. Mislim, to so stvari, ki res dajo misliti. Ne. Pa ne, da bi zdaj človek pač bil plat zvona, ampak prihodnost ni samo problem, ker to je vse povezano, in okolje, in socialne razlike, in večanje pač ravno moči med najbogatejšimi in najrevnejšimi, in tehnologija, to so zelo povezane stvari. Ne? In včasih se tukaj pač premalo o tehnologiji pač zavedamo teh nevarnosti, ki so. Ta ideja transhumanizma, ko ste jo prej načeli, torej ideja je nekako, ali ta transhumanizem pravzaprav postaja neka sekularna religija danes, ne? Ja. To je polaganje upev v tehnologijo. Tako kot ste rečali, v religijo postaja to onostranstvo pravzaprav tehnološko onostranstvo, ja. Ja, to je zanimivo, ne? Tudi imamo dve poglavji v tej knjigi o tej pač online transcendence, ne? Se pravi o online religiji, ne? O tem se predvsej piše, ne? Tu imate dva tipa tega. Eno je pač ta, recimo, da je religija, ne, s tem se res ne bi prav strinjal, ampak stari Marx je rekel, da je opis za ljudstvo, ne, v tej obliki, recimo Second Life, ne, in podobno je gotov opis za ljudstvo. Namreč obstaja en portal Second Life, zdaj že več kot 10 let, ne, ki ima več kot 1 milijon rezidentov, se pravi stalnih uporabnikov, v katerega lahko tudi vstopiš in se malo sprehodiš in pogledaš in tako naprej. Ne, Second Life, drugo življenje. Ne, in to je tako pač, ne, drugo življenje, si kupaš hišo na Havajih in tako naprej. To je en tip, ne, te online transcendence. Ne. Drug tip je pa ta apokaliptičen. Ne, to je pa ena knjiga, na katero se zdaj navezujem od enega antropologa, pa tudi teologa Robert Geraci, ki je profesor v New Yorku, ki pa povezuje to z neko sekularno varianto apokalipse. Ne, ker tudi to so, ne, najdete na internetu, jaz sicer tega nisem kaj dosti iskal in tudi me to ne zanima, ampak pač sem bral o tem, ne, da so pač neke, ne, tako kot so recimo, kot so Jehovci svoj čas pač na Šmarno goro vlekli čovne, ne, da so pač zdaj skupine na internetu, ki se pripravljajo za to, da bojo odpluli v virtualni svet, ker bo konc tega našega sveta zaradi tega drugega razloga. Ne. Tako da to so nenavadne stvari. Ena še, mogoče se je verjetno zdaj, ura se izteka, ne, mislim, Jabova, ampak mogoče bi tle še omenil, ker bi želel, da še kaj potem se pogovorimo, mogoče malo odpremo pol okn, pa da bo malo zraka prišlo, pa se pogovorimo še kaj, bi mi bilo zelo ljubov, če bi kaj sodelovali pri pogovoru, tudi pač vi. Ena od takih stvari je to, da v zvezi s to pričakovanjem, ne, konca sveta in tega, ne, ki je to pač ta milenarizem, je stara stvar, ne, se to ni, ampak zdaj nekateri seveda pričakujejo, da bo rešitev pač te civilizacije naše v nek izstop v neko virtualnost, ne. Če ne v tem stoletju, pa v prihodnem, ali pa pač, ko bo prišlo do najhujšega, ne. Zdaj, upajmo, da ne bo. Jaz skušam biti nek, ko bi rekel, optimističen pesimist, ali pa obratno, nek zelo zmeren optimist, da se stvari vendarle obrnejo predvsej v pravo smer. Sam dejansko je pa problem, da zaenkrat ni nobenih pravih indicev, da se bojo stvari obrnile na boljše, ne. Ker recimo tudi glede pač varstva okolja, glede neoliberalizma in tako naprej. Jaz zelo dvomim, da recimo to vrstna gibanja, kot smo zdaj priče, da imajo nek dolg zagon, no. Recimo te rumeni jopiči in tako, ne vem, to težko reči, ampak ni prave perspektive in to je hudo, ne. In zdaj, recimo tisti najbolj črnogledi, ne, pač privrženci te umetne inteligence, tudi Kurzweil, ki je sicer načelno optimist, ampak nekako tako razmišlja, ne. Itak bomo odpotovali v virtualnost, ne. Tudi po smrti, ne, on tam, mislim, obstaja eno
eno podjetje Alcor, ne, v Ameriki, tudi sem bral, da je v Švici, ne, ki hibernirajo trupla, ne, ki naj bi jih potem znova prebudilo življenje, ko bo tehnologija toliko pač razvita, ne, da bojo bodisi lahko tako rekoč večno živeli, ne, ali pa, da jih bojo takrat lahko njihovo zavest v nek virtualni oblaček preselili. Ne. To so precej grozljive stvari in tudi vprašanje je, ne, zakaj, ne, to je tudi eno vprašanje, ki ga jaz tukaj postavljam. Zakaj človek hoče pravzaprav individualno nesmrtnost? V čem? Ne? Če bi bilo to sploh, če je to na račun prihodnih rodov, pa tako, ja, mislim, zakaj le? Ne? Ja. Zakaj le? Ne? Ta težnja po osebnem preživetju je pravzaprav prisotna tudi že, recimo, ko se ukvarjate z sencami pri Danteju. Tam so sence pravzaprav obličje nekdaj živečih teles. Ne? In tukaj se kaže nek, mogoče bi temu lahko rekli, egoizem. Ja, ampak egoizem mogoče v skrajni konsekvenci, ampak po drugi strani je zelo, zelo globoko v vseh nas prisotna zakorenjena ta želja po ohranitvi neke strukture. Ne? Recimo jaz večkrat uporabljam eno tako sintagmo, tukaj ali pa stavku, ne večkrat, no, ampak uporabljam ga oddaleč senca, od blizu duša. Ne? Ko prideš tudi pri Danteju, ne? Danteju, če gledaš oddaleč, so to vse sence, ko se približaš, ne? Ko se recimo, ko bereš o Pavlu in Franceski, ne? In njuni ljubezni vidiš, da so to duša. Ne? No, ampak kaj je zdaj tukaj? Ne? Ta želja po preživetju strukture, obličja, ja, kaj bi pa bilo, če bi Dante recimo prišel, ne, če bi ga Virgil pripeljal tja do praga nebes, ne, ga je peljal gor po vicah še gore, ne, pol ni smel naprej. In če bi prišla tam Beatrice, pa je on ne bi prepoznal, recimo, da ne bi imela njenega obličja, se to ne bi bilo potem vredno. Vsega tega potovanja. Ne? Se pravi, to je zelo globoko zakorenjena naša želja. Po vsem našem, mislim, ne, tudi pri vsaki fotografiji, ko fotografiramo pač sebe, svoje drage, momente, ki jih imamo radi in tako naprej, ta želja po neminevanju, ne, po preživetju nečesa. Ne. Seveda, zdaj, v skrajni konsekvenci pa ta želja lahko se sprevrže, kot ste omenili, neke vrste egoizem, kot tudi v tem primeru, ne, če bi bilo to res možno, da bi ljudje preživeli smrt in da bi recimo stari ljudje bili oživljeni in tako naprej. Ja, kje bi pa ta planet sploh omogočil, kje bi bil pa prostor za nove ljudi, za nove generacije? Ne, to bi potem pomenili tako spet, da se ne spomnim naslova, je bil en fantastičen film pred leti, ki je bilo tako, da nesmrtnost, pogoj za nesmrtnost, cena za nesmrtnost je bila neplodnost, ne? Oziroma to, da ni novih rodov. Ja, pa to je totalno noro, ne? Mislim, zakaj le, ne? Zakaj le? Tako da tukaj je kupenih vprašanj in to niso premočrtni odgovori, ker po en stran vemo, ne, da ravno ta ohranitev, želja po ohranitvi neke strukture, neke duševne vsebine, to je od davnih časov, to je mumificiranje trupel pri recimo Egipčanih je bilo nekaj podobno. Tako nekako. Ne. Ja. Zdaj pa bomo še dali kar možnost, če ima kdo kakšno vprašanje. A lahko jaz malo odprem, da si malo še tega. Ker je predvsej toplo, predvsej vroče. Vsaj meni, Tako. Prosim. Tu sva. Naša sva. Krščanstvo obljublja ohranitev strukture. Jaz pa ti bova dobila Kristusovo telo, 33 let bova stara. Kako, a ni dobro? Ni to lepo upanje? To jaz ne vem. Jaz pač spoštujem ljudi, ki verujejo na tak način, sam tega ne zmorem. Ampak ne sodim o teh stvarih, nočem soditi, ker pač od teh stvari preprosto ne vemo. Ne? Zdaj, ja, recimo, če vzamemo vse, mogoče ni treba, mislim, vse Dante, ne, v bistvu to je ta krščanski svet, kjer preživijo vse te
vsa ta obličja teh senc, ne. Čeprav sodobni intelektualci, tudi krščanski, verjetno ne razmišljajo ravno na tak način, po mojem. Zelo različen diapazon imaš. Zanimivo narejene so bile neke študije sociološke o tem, koliko tistih, ki se deklarirajo danes za konfesionalne kristjane, se pravi, to pomeni, da hodijo redno v cerkev in tako naprej, da imajo zakramente, koliko jih neposredno verjame v individualno posmrtno življenje. In fascinantno je bilo to, da zelo malo, se pravi, ne vem, procentih ali je bilo 20% nekaj tazga, jih recimo verjame v preživetje, ne, v tem smislu. Saj tudi svet Pavel, ne, govori o tem zelo zadržano v teh znamenitih, torej v pismu Korinčanom, pa tam, ker govori o tem, da pač dobili bomo drugo telo, ki bo nebeško in to. No, in grede o tem poglobljeno in široko piše kolega Tine Hribar v svoji novi knjigi oziroma v trilogiji, zdaj bo zadnja knjiga je šla, Nesmrtnost in neumrljivost. Vse krščanstvo v svojih začetkih tudi ni izpostavljalo te analogije med to osebno preživetje ni bilo toliko. Ni bilo toliko, ne? Ja, šele kasneje, čeprav tle, tudi jaz recimo imam tukaj v knjigi, ne, pač en odlomek o tem, o tej analogiji, ne, med tem in drugim svetom, ki pravzaprav te analogije v samem, ki je zelo očitna pri Danteju, ker pri Danteju dejansko cel ta svet se v nekem smislu preseli z onstranstvo. Pri samem Kristusovem nauku te analogije ni. On govori, v Evangeliji govori Jezus v parabolah. Nebeško kraljestvo je kakor zrno in tako naprej. Spravo, ni tega slikanja nebeškega kraljestva, razen čist na koncu, v razodetju, v apokalipsi, ker imate pa po tistem divjanju, bitke med angeli in demoni, imate potem to vizijo Novega Jeruzalema, kjer je pač nekaj teh detaljev, recimo, tega nebeškega mesta, ampak medtem, ko v srednjem veku se pa seveda ta imaginarij se vrne v neki analogiji. Kaj sem hotel reči? Mogoče še omeniti tukaj vlogo filozofa Martina Heideggera, ker tudi vem, da kolega Tadej, da se ukvarjaš tudi v dizertaciji za zgodnjo filozofijo Martina Heideggera. Martin Heidegger, kot veste, je eden od najpomembnejših filozofov 20. stoletja, nedvomno bil zelo kontroverzen filozof, ne samo po svojem pač sramotnem političnem angažmaju za nacizem in tako, ampak tudi sicer v svojih mislih. Ampak seveda, nekatere stvari, ki jih je on odprl, so pa ključnega pomena. In on je recimo napisal en tekst, ki je zelo pomemben, ki ima naslov Tehnika in obrat. In ta tekst je bil potem neka podlaga mnogim filozofom v drugi polovici 20. stoletja za razmišljanje o tehniki, o tehnologiji. Tudi preimenovanemu Baudrillardu, pa tudi recimo, kaj s tem ljudem iz strukturalistične, poststrukturalistične šole, kot Derrida in drugi, je Heidegger na njih vplival. Zdaj, kaj je bistvo tega razumevanja tehnike? Heidegger pravi, da tehnika je v bistvu neka vrste postavljanje sveta, da vse je postavljeno kot uporabno, vse je postavljeno v smislu neke utilitarnosti, razpoložljivosti. Se pravi, da ves svet vidimo samo kot v funkciji nečesa, da nobena stvar ni pravzaprav lepa zaradi, ali pa dragocena zaradi nje same, ampak za voljo nečesa. No in potem se pri Heideggeru se to povezuje z drugim člankom o v bistvu umetniškega dela, kjer pa nekako zoprstavlja umetnost kot poeziji, zoprstavlja tehne, oziroma zoprstavlja, to je spet dosti zapleten odnos tehne poezije, ampak v bistvu tehnologija naj bi imela svoj ključni, recimo, pandan, svojo protiutež, sodobna tehnologija po Heideggeru ravno v umetnosti, v pesništvu, pesniškem snovanju. Pesniško snuje človek in podobno so njegove izjave. Zdaj, do neke mere gotovo to drži, ampak tudi danes verjetno tudi sama
umetnost ne more parirati tej moči in vplivu tehnike, ker tudi vprašanje zakaj, ne? A je to treba neko nasprotje na tak način postavljati. Bili so namreč teoretiki umetnosti in so še, ki prav iz teh tehnik, recimo iz virtualne realnosti in podobno, delajo nove umetnine. Ne? Mislim pa, da tisto, kar recimo je res pomembno, ne, vsaj v mojem mnenju, je, da se zavedamo duha, ne, ki ga nosimo vse. Ne. Zdaj, duh ni spet nekaj spiritualnega v smislu onstranskega in tako naprej, ampak duh, vsak od nas nosi v sebi duha kot zavest, kot voljo, kot ljubezen, kot to, da vidimo ta svet. Ne? In to je edino tisto, na kar se pravzaprav lahko opremo, ne? Da ne bomo zdaj govorili samo o teh negativnih stvareh. In če je kakšna možnost, da ta civilizacija preživi, je ravno v tem, da se zavedamo tega, ne? Da se zavedamo, da pravzaprav homo sapiens, ki ni nujno, da je to zadnja najvišja oblika življenja na Zemlji, lahko da se bo razvil v kaj višjega, ampak naj se razvije v kaj boljšega, res višjega, ne pa v nekaj, kar bi bilo recimo, kar bi bila velika recimo regresija. In edino, če pomislimo, ne, vsa ta, recimo, če vzame evolucijsko teorijo, ki seveda najbolj plauzibilna teorija razlage nastanka živih bitij na Zemlji, darwinizem, koliko milijard, ne samo milijonov, milijard let je bilo potrebnih za to, da je prišlo do primatov, da je prišlo, pa vse vmesne stopnje, da je prišlo do homo sapiensa. Ne? In zdaj, to, da imamo zavest, ne? To, da pač imamo neko, recimo, jaz včasih tudi uporabim besedo človečnost, ne? Mindfulness, čeprav je to tudi, žal že tudi zrabljena beseda, ne? Postala v našem svetu, ampak to, da se zavedamo, da smo, ne? Da smo tukaj, pa tudi če ne vemo, kaj bo potem z nami po smrti, sej zelo verjetno ugašne tako zavest kot telo, ne? Ampak so pa druge zavesti, ne? Ki pridejo za nami. Ne? In to, sprav, ta bakla, ki se kot neka štafeta daje iz roda v rod, ne? In ki, to je tisto, za kar je treba pravzaprav skrbeti, ne? In biti recimo pozoren, ne? V svojem življenju. Sej, posameznik seveda zelo malo lahko tukaj naredi, ampak vsak lahko nekaj naredi. Ne? In ker verjetno nekih velikih revolucij ali pa verjetno, ne vem, to je spet težko prognozirati, ampak vprašanje. Danes so orožja tako močna, da vsak velik kaos, ki bi se vzpostavil, kaotična situacija na Zemlji zaradi neke radikalne spremembe, če bi to bilo s neko kaotično situacijo, bi bilo to verjetno pogubno, še bolj kot je zdaj to, ne? Kar imamo. Ne? Tako da, kaj pa je recepta, pa niso. Prav do take evolucije, homo sapiens se prišli tudi do točke, ko ima ta vrsta, torej vi, dostop do lastnega načrta. Ja, to je ki ga tam spreminja. Ja. To je zanimivo, to je zanimiva ideja. Se pravi, to je ravno ta, tudi ena od definicij transhumanizma, da transhumanizem se začne na tisti točki evolucije. Hvala, da si me na to spomnil in nas vse, ker recimo pred človekom naj bi, to je tudi ena taka razdelitev na ta obdobja evolucije, da recimo pred človeško zavestjo, ko ni bilo zavestnega učenja pri nekaterih najvišje razvitih bitih, ne, je pač, ko je samo poskusi napake in tako je pač neko nižje razvito bitje, ne more pač vplivati na svoj software, ne, če govorimo o tem računalniškem žargonu. Kaj šele na hardware, ne? Medtem ko zdaj pa prihaja do nekega obdobja, ne, zdaj človeška zgodovina je vpliv na software, ne, se pravi jezik, vse to učenje, ne, zgodovinski spomin. Zdaj, v obdobju transhumanizma, če se to gleda zdaj z optimističnimi očmi, ne, je pa prvič možnost, da homo sapiens vpliva tudi na svoj hardware, se pravi na samo možgansko strukturo, ampak seveda to nosi spet v sebi velike nevarnosti manipulacij, ne, in tako naprej. Se pravi, neke eugenike, nekaj karkoli, ne, se pravi, kiborgizacije, ne, sveta, da pač, da
v nekem smislu pravzaprav smo že na pragu tega, da smo skoraj da mali kiborčki. Glejte, če vzamete recimo te razvoje računalnikov, najprej, jaz spomnim še časa, ko je bil edini računalnik v Ljubljani, to je bil tam v 70-ih ali letih, tisti računalniški center, ki je bil velik za celo hišo, ki pa ima tako moč kot recimo zdaj en telefonček, je imel ali pa en laptop. Potem so postale škatle manjše, smo imeli PC-je, smo imeli laptope, zdaj so pač pametni telefoni in tako. Zdaj, seveda, če tako ni treba biti, ne vem kako luciden, da rečeš, ja, naslednja stopnja bo pač ta, da bo to nekako, da bojo ti čipi pametni prišli pod kožo, Zakaj bi imel zmeri ta strah, da bom izgubil telefonček, pa da bo zazvonil, ja, nisem ga ugasnil, pa ni zazvonil, hvala Bogu, ampak da ga bom izgubil, Če pa lahko bi bil tle noter. Tako da tukaj se z virtualnostjo, z virtualno realnostjo v tem širšem smislu, z razvojem računalnikov se je res zgodilo nekaj neverjetnega. In tako, lahko da bo to vodilo v neko svetlejšo prihodnost, celo to je možno, da bo pač če se ljudje segrevanja planeta, pa te ekološke zadeve, težko, da se bomo ljudje sploh kaj izmenili. Ampak, ker je tudi vprašanje, kdaj, ne bo že prepozno takrat, ne bo že takrat, ko bojo res ljudje se zavedali tega, da je treba pač nekaj narediti, ne bo že katastrofa takrat že tako rekoč priblizu. Zdaj, tehnologi ali pa tehnokrati bi rekli, pa dajmo prepustiti vso stvar računalnikov. Mogoče so pa pametnejši od nas, kar se tega tiče, pa bojo oni vodili to dnes. Pa vendar je problem, ko še zmeraj upravljaš. Ja. No, mogoče, če še kdo bi zelo z veseljem slišal še kakšno vaše mnenje, povej, Andrej. Mene pa zanima ena posebna virtualnost, ki je danes zelo popularna, denar. Kakšna? Denar. Denar, ja. Denar je že sam po sebi virtualnost. Ja. Virtualnost, ki ima realne učinke. To je prva virtualnost, ki je človek vzumil, ki je postala mogočna realna sila. Ja. In zdaj se pa itak še enkrat virtualizira znotraj tako zvanega virtualnega sveta. In tudi ta izgleda ima tudi realne učinke. To vidimo, kakšne perspektive so zdaj tukaj? Kaj je zdaj to, kakšna točka singularnosti se pa na tem področju piše? Kdo o tem piše? Se mi zdi, da je to ključna zadeva. O katerih dosti ne piše, ampak to se realno dogaja vsako sekundo, ki si prej rekel, da se menijo računalniki, menedžerirane, ja seveda, to je tipična primer, ko o tej denarni virtualnosti odloča že ena druga virtualnost, ki ima seveda pravno količino znanja. Naj opominjam tukaj, da je Marx zgleda to zaslutil. Škoda o tem ni dosti več napisal, ker je vse skupaj 10 strani tega teksta, pa ne tu Kapitalom v drugih tekstih, ker pravi, da bo prišlo do zloma kapitalizma tedaj, ko bo denarno mero nadomestilo znanje. Denarno mero dela, se pravi, te bo čas, takrat je on mislil to, nadomestilo vloženo znanje. Ko bo to postalo mera dela, se bo zrušila tradicionalna kapitalska struktura, tako bil optimist. Če pa gledamo to danes, bi rekel, ja, to se dogaja, ampak kapitalizem se ne ruši, utrdi se na drug način, ker se kapital sam virtualizira, poznanstveni, tudi tega vzame. Kapital je veliko hujša zadeva, kot se zdi, kot si je Marx sploh sajno, sam mislil. In zdaj, kaj pa tukaj se dogaja? Tukaj se spet lahko utopična varianta ali pa distopična. Utopična je to, da je Marx mislil, ja, to se bo humaniziralo, to bo ukinili, da bo treba po denarju in po posredništvu denarja. Na nek način bomo spet neposredno pomoč računalnikom seveda menjavali in delo in proizvode in tako naprej. Druga distopična, ki se mi zdi bolj realistična, je, da bo to šele pravi kapitalizem, prava beštija. Ker bo pa veliko hujši ste se rešiti, pa katerihkoli dosedanjih diktatur in ne vem kakšnih stvari. To se mi zdi, da je veliko bolj. In ta singularnost je prekleto realna. Vse da druge kartove so možne, ampak te niso toliko po moje relevantne. Ta je pa tle.
Ta se pa dogaja. Skoraj kot špejko vsako sekundo. Ja, Andrej, vidim, da si ti še zmeri marksist. Ma ne vem, ja, tukaj, kako bi rekel, marksist, ne vem, tretjo potenco, rekel, ja, tisto. Jaz o tem zapravo bolj manj vem, nikoli se posebej nisem s politično ekonomijo ukvarjal, moram tudi priznati, da Kapitala v študentskih letih nisem celega prebral. Čeprav, da bi nekaj hotel takrat precej precizne formulacije, ampak kar, ne vem, mogoče tako na prvo žogca samo. Jaz tukaj sem bolj nekje na strani Pikettyja, recimo, ne, se pravi tega, da je treba danes to malo drugače postaviti, malo drugače razmišljati, kljub Marksovemu geniju nespornemu pred 200 leti in tako, pa 150-imi, no. O Kapitalu se dostkrat govori kot o nekem takem posebnem baobabu, ne, kot o nekem demonu, ne. Zdaj, jasno, da je to ključen problem. Sam vprašanje je, če je ta pot, ne, jaz to dvom, da je pot revolucije. Ne, jaz tudi dvom. Ne, jaz tukaj pa nisem marksist. Ja. To mislim, da je Marksova napaka. Zelo nasedel je paradigmi francoske revolucije, pa delno ameriškega, ker je to vzor za družbeno spremembo. Ja, to je še mehanična teorija družbe, ki se sile in proti sile bojijo. To ni res, danes na ta način ne da nič. Treba drug model družbenega preobrazbe. Tukaj je bila gotovo napaka. Časa še imamo, če še kakšno vprašanje. Če vmes bi še to, Mislim, da je bilo vprašanje, če dinozavri imajo agency. Če imajo? Agency. Ja, dinozavri, če so samostojni agenti. Zanima, kaj mislite, če imaš človek? Ja, seveda ima. Mislim, na fenomenološki, a veš, tukaj so razne diskusije o tem, ali ima človek svobodno voljo, ali nima, pa ti Libetovi eksperimenti, pa to, ne, verjetno ste slišali za te stvari. Ampak to je bolj vse teorija, ne. V bistvu je, ali pa recimo neka redukcija na neurologijo, kjer pa interpretacije že samih teh Libetovih eksperimentov so zelo različne, ne. Tako da, ne, mislim, na fenomenološki ravni je človek nedvomno pač agens, ne. Sprav, jaz sebe in vi tudi sebe doživljate kot nekega pač zavestnega agensa, ki se lahko odloči, ali gre levo ali desno, ali gre naprej, ali vsega se pač ne moramo odločiti, da bi zdaj leteli na Luno brez rakete, gotovo da ne. Ampak v okviru možnosti smo zavestni agensi, ne. In voljni, mislim, zdaj. Seveda se pa da v vsaki stvari razpravljati, razmišljati, ne, do kam gre, ne, to je tisti star problem determinizma, ne, pa svobodne volje, ki ga je začel že Aristotel, ne, pred tolikimi tisočletji, ne, in zdaj, seveda, determinizem nasproti svobodni volji, tle imate razne pol variante, kompatibilizem, inkompatibilizem, se pravi, ali je to združljivo, ali ni, in tako naprej. Ampak to so te filozofske diskusije okrog tega, občutek, ne, ki je ključna zadeva, se tu je, ne, ta notranji občutek, zavestni občutek svobodne volje je in tudi, če je vse naprej določeno v neki božji zavesti, jaz nisem ta božja zavest. Ne? To je važno. Za koga? Za kater subjekt so stvari naprej določene? Jaz imam občutek fenomenološki, da odločam o pač stvareh v okviru svojih zmožnosti. Ne? In zdaj tukaj, pri teh, ki sem omenil dinozavre, oziroma recimo to vprašanje, ali so lahko umetne inteligence samostojni agensi, pa niti ne gre za vprašanje volje kot take, ampak za vprašanje odločitve, ali lahko nekaj odločijo se sami. Ne, nič isto. Ker volja je tako, vsaj večinoma je volja zamišljena kot nekaj hotenega, kot nekaj zavestnega. Ne? Glede, če vzamete recimo primer tazga računalnika, ki se uči, ki je premagal recimo Lise Dola v No, recimo, lete, sam se je učil, ne? Ni dobil naprej softvera, ni dobil programa, s katerim ga bo premagal. Ali pa recimo en drug primer. Ta šahovski program, mislim, da je to Google, katere že, ta AlphaZero, mislim, da je, nima več, ker prvemu, ki je premagal velemojstre, se je vladana, vsa šahovska literatura je vladana v spomin. No, ampak tudi AlphaZero je dobil optimizacijsko funkcijo, se pravi, kaj
kaj je njegov cilj tega. Ja, ampak celotno zgodovino šaha je, recimo, v par, kolikor sem bral, ne, zdaj, jaz nisem prav specialist za to, ampak kolikor sem bral, v celotno zgodovino šahovskih otvoritev, končnic in tako naprej, je obvladal sam, je prišel do njih v nekaj dneh ali celo urah. Ne. In se pravi, on si je spremenil se naučiti, ker korak od učenja, ne, do samostojnega odločanja o nečem je kratek. Ne? Če pripovem, meni se zdi ta moj posebno naš občutek svobodne volje. Ni v tem, da se odločim iti levo ali desno, in da se odločim ne iti. Da bi ne vem iz okviru pisanja. Noben program, nikoli. To je res, tudi to. Ali pa ta razlika med svobodo od in svobodo za, ne? To je tudi zelo pomembno. Sprav z filozofskega stališča, da ni samo, ne, recimo, sprav, vi ste rekel, da ni važno samo to, ali greš desno ali levo se odločiš, ampak ali sploh greš, ne? Ampak še nekaj, ne, je nadgradnja tega, ne? To bi bila svoboda od, da se lahko odrečeš nečesa, ampak pol nad tem je pa še svoboda za, ne? Zakaj pa sploh to, ne? Mislim, zakaj bi se za nekaj odločil, ne? Se pravi, ta recimo, kantovska. Ja, to bi vas rad še pač povedal to informacijo. Tamle v zadnji vrsti je moj prijatelj in kolega Samo, ki ima par teh mojih knjig slovenskih sabo in če kdo so pač cene ekologične, kot so navedene na samem ovitku in če kdo bi rad kakšno knjigo kupil, bom zelo vesel, če se oglasi pri Samotu. Jaz bi samo eno stvar prišel. Mislim, da ta vprašanja, ki so zelo zajeta v dolgih razpravah, ki se tičejo recimo kitajske eksperimente, kitajske sobe. Kjer mislim, da je to največje tudi ravno to fenomenološko, oziroma intencionalno doseženo. Kjer se vzpostavlja to ravno ta computing, to neko intencionalnost, zavest. In tukaj na tej točki se to zagotovi, bi pa še upozoril na tukaj, da ko ste ravno omenili Kanta, da ravno pri Kantu pa najdemo pravzaprav življenje od njegovih antinomij. Najdemo pravzaprav ravno na to razsežnost, ki je že bila že takrat, predvsem na eni strani osveda v zrakih, ki so naravni, in na drugi strani pa so bojni, zato se kasneje razvije sveda v praktično delo. In na tej točki mogoče je najbolj zanimivo ravno to raziskovanje nekih senc, nekih, da rečem, dejanj, ki sami na sebi nimajo neke, da rečem, razsežnosti, ki se pa zdaj izražuje na svoboda. Zazuje se še na verige vzročnosti, ki je nek vzrok, ki je in medijas res, namesto da je recimo mehanično določen kot nek, da rečem, nasledstvo kot neka dedukcija in naravnega dejava. Mogoče ravno na tej točki se. Ja, se strinjam. To bi bila zdaj neka filozofska nadgradnja, ne, ki bi naj naslednjo uro ali pa dve okupirala lahko v tej diskusiji. Kolega je omenil kitajsko sobo, verjetno veste, kaj to je, ne? To je pač, da pač je neka soba, ki recimo prevaja, ne, pač iz slovenščine v kitajščino, nek kompjuter recimo, no, temu, ki pa pojma nima kaj prevaja, ne, zelo preprosto rečeno, ampak prevaja pa ne, se pravi. To je varianta recimo nekega lika zombija, ne, pravzaprav, ne. Zombi naj bi bil neka figura, ki opravlja enake aktivnosti kot zavesten človek, sam da nima nobene samozavedanja oziroma zavesti o teh dejavnostih, ki jih počne. Težko bo ugotoviti, ali sploh pa kdaj, ne, to vsi ti, ki pišejo o umetni inteligenci in o njenem razvoju, zelo težko bo ugotoviti, kje in kdaj bo tista točka, če bo sploh do nje prišlo, ko bo neka umetna inteligenca postala bodi si samostojna agens. No, to bi se videli po posledicah lahko, ne? Da bi recimo naredila nekaj tasga ali pa naredil, ne? Kot half computer, recimo, ne? Bog ne daj, ampak recimo, ne? Ampak kdaj bi nek stroj postal zavesten agent, mislim, z zavestjo, voljo, ne? Ne vemo, ne? Tako, če tudi recimo ne dvomimo v to, recimo solipsizem, to, da bi jaz dvomil,
da vi zdaj to zavestno govorite, to skoraj ne pride v upoštev, ali pa kdorkoli od vas, ne, ker solipsizem kot filozofska pozicija pravzaprav je zabavna zadeva, ampak ne, ki pač vse sanjam, ne, edini jaz sem, ne, ali pa poznaj kakšen Štirner, ne, podobno, ne, zdaj recimo. To ni, ne, to nekako zaupamo, ne, preveč smo si podobni, preveč kljub vsem različnostim, da bi mislil, da jaz očitno notranje vem, da nisem zombi, ampak da bi mislil za vas, da ste zombi, to ne gre, ne, enostavno. Ali pa za svoje najbolj bližnje, ali za kogarkoli, zato ker to mi ne znese, ne. Ampak zdaj, pri računalnikih je pa drugačne, ker so toliko preklet drugačni, ne, ker to je čisto drugačna konstrukcija in vse, ne. Čeprav so jih naredili ljudje, ne, se to je tisto, ne, tuji so lahko. To bojo lahko bitja, ki bojo lahko z nami zelo tuja, ne, to recimo, na to opozarjajo pač ti gospodje, ki o tem razmišljajo, ne, prej Bostrom, pa Tegmark, pa Jan Polski in tako naprej. O tem tudi nekaj pišem. Mene pa skrbi, oziroma, ne znam, ko računalniki, pa ta umetna inteligenca, ko se razvija in rase, prevzema en kup naših osnovnih nalog in za njimi, z njihovo nadgradnjo se pa ukvarjajo ljudje, ki osnovnih nalog ne obvladujejo več. Kar pomeni, da računalnik mora, delajo z napako, se pravi, vsebine ne poznajo več. In tisto, kar je problem človeka, ali pa predno človeka v tem trenutku je, da je, upajmo, še v stanju se vrniti na točko 1+1. Ampak, ko pa ne rabiš več znati seštevati in ko ne znaš najti napake v izvoru več, ker si začel na višjem nivoju komunicirati, tam se mi zdi, da se bo problem začel. Ker tudi, ja, veste, to, kar se vi danes pravi, ste se vrnil nazaj. Mislim, jaz ne vem, koliko še na filozofski fakulteti bo to znalo ponoviti. Mislim, da se ni vprašanje, če je potrebno. To imate zelo prav, ne, da recimo to opuščanje nekaterih dejavnosti, sej, to je spet dvorezen meč. Dober je, da recimo roboti barvajo avtomobile v Magni Steyr, da to ne delajo ljudje, da delajo roboti. Nedvomno je to dobro. Dober je, da roboti recimo prevzemajo določene aktivnosti v kirurgiji, ker to lahko bistveno boljše naredijo in nasploh v industriji in marsikje. Zdaj, kaj pa recimo z vožnjo avtomobilov, ne? Tlej se človek vpraša, pa zakaj na vse zadnje bi se jaz usedel, zakaj ne bi jaz vozil? Ali pa vi, ali pa kdorkoli. Dobro, recimo, da bi robot vse nesreče preprečal, ampak verjetno še dolg ne bo tako, ne? Ampak zakaj bi pravzaprav neke osnovne aktivnosti, ker če bo človek prenašal vse to na neke robote, na neke umetne inteligence, bo marsikaj zakrnela, marsikatera človeška lastnost bo zakrnela. Ne samo fizična, ne, ampak tudi ta, ne, recimo to, ena stvar je to, da se zanašamo spominsko, popolnoma zanašamo na gospoda Googla. Ne. Sprav, da kaj bi se to je zapomnil, vse nima smisla, da takoj pogledam, ne. Imam tlele v žepu, pa pogledam. Zdaj, moj prijatelj Jure od Kimava se ne strinja s tem, super je, da imamo gospoda Googla, ki ga lahko vprašamo, da se razumemo, ampak po drugi strani je pa recimo, so pa te stvari, to je spet povezano ne toliko mogoče z računalniki samimi, kot pač z to družbeno vlogo in tudi spet smo pri kapitalu, pa pri firmah, ki to propagirajo. Recimo, to, da je omejen pač message, recimo, ali na SMS-u, ali pa dobro, ali pa na Twitteru, za ne vem, koliko je, nisem na Twitteru, ampak mislim, da je 144 znakov ali nekaj tazga, da je. Ne? Zdaj, to ima seveda neko pragmatično funkcijo, da je message kratek in tako naprej, ampak jezik če se komunikacija če dalje bolj prenaša med ljudmi na Twitter, se s tem jezik zelo siromašen. Tako da te stvari, seveda, mladi se verjetno večinoma ne bojo strinjali z mano glede tega, ampak jaz vidim pri študentih, ne, tudi recimo koncentracija, ne, pač imam neko kilometrino kot profesor in se mi zdi, da z mlajšimi generacijami, ne, zdaj je že kar nekaj časa, kar je tako, da ne paše, ampak da je težko pričakovati od študenta, da bo prebral eno delo knjigo.
kritiko čistega uma, recimo, ali pa, ne vem, fenomenologijo duha, ali pa na filozofiji, ali pa Aristotelovo metafiziko. Seveda so tle izjeme, ne? Ampak to profesori trikrat premislimo preden damo v obvezno branje. Ne? Zato, ker bojo rekli, tale težine, mislim. Ampak to je tudi, jaz se zelo zavedam, da pač z leti s tem, ko leta teče in ko sam postajam starejši, da v bistvu ta kritičnost je tudi neka zamenjava generacij in da nam vse zadnje, moraš sebe tudi reflektirati zmeri, ne samo druge. Rečeš, dobro, to je stvar biologije, da si če dalje bolj siten. Ampak ni samo to, mislim, vprašanje je tudi globlje, se mi zdi. In tukaj se stvari spreminjajo, tukaj je tudi ta površina. V bistvu, površina, vse je površina. Vse je tudi tako se reducira na neko in tu so zelo relevantni misleci, ki o tem razmišljajo že par desetletij. Recimo, nedavno umrli Paul Virilio, o katerem pišem tudi tle noter, Virilio recimo razmišlja o tem, kako se erotika seli v virtualni medij, če dalje bolj recimo v nekem smislu. Dobro, zaenkrat se ni še zabrt, da bo erotika izumrla in to je verjetno, Eros je verjetno eno od tistih najbolj trdovratnih, hvala Bogu, gonov človeka, ki pač zaenkrat virtualnega, v tem smislu, da bi računalnikom nekaj Eros pripisovali, verjetno še ni, ampak zdaj, Virilio je tle govoril o tej hitrosti, hitrost osvoboditve je tista njegova knjiga, ki je v slovenščini prevedena. Zelo zanimiva knjiga, stara že tudi 3 desetletja, ampak to so knjige, ki pravzaprav postajajo danes aktualne. Če jih berete, tudi ta Baudrillard, ki sem ga jaz takrat tako listal pa prebiral v 90-ih letih, zdaj šele po vidim, da pravzaprav kako preklet aktualno je to. Ne glede, ali se strinjaš z njim, ampak dejansko so stvari grejo v eno smer, da je treba o tem pač razmišljati. In se nismo pa, mislim, sploh sebe ne smatram za nobenega Don Quixota v tem smislu. Svet gre naprej in nove generacije prihajajo. Pa to ne pomeni, da se leta, tudi med mladimi je dost kritičnosti, sam se toliko ne sliša, ker tisti, ki je kritičen do teh medijev, ni v mediji. Je pač obstranc, tudi to je začaran krog. Mediji perpetuirajo tiste, ki jih sprejemajo. Ne rad prekinjam, Bosmi še malo tukaj. Ja, jaz mislim, da bi počasi lahko sklenil dogodek. Zdaj ogromno je bilo govora o virtualnem, tudi Slovensko filozofsko društvo ima novo spletno stran, prenovljeno, in tam boste lahko tudi posnetke današnjega dogodka, bodo povezave na posnetek, boste si lahko novič pogledali. Gašperju Pircu bi se zahvalil, ker je ogromno truda vložil v ustvarjanje te nove spletne strani, pa tudi Robi Petrovič, ki ga danes ni z nami. Še eno stvar bom na kratko komentiral, recimo, preden končam, slabost, poklicna filozof. Recimo, zanimivo mi je to Galileo, pa sence na Luni, pa na nek način začetek moderne astronomije. Tudi danes sence pravzaprav igrajo ogromno vlogo v cutting edge astronomiji zaradi odkrivanja eksoplanetov. Vse jih ne opazujemo neposredno, ampak v bistvu prek senc. Tako da izjemno zanimiva tematika. Hvala profesorju Uršiču za zanimivo vprašanje. Da ste prišli. Hvala.